Imaš dve vrste ljudi, ki delajo. Eni delajo zaradi tega, da preživijo, oziroma da zaslužijo, drugi pa, ki jim je delo neka vrednota. Moja osnova pri zaposlitvi je, da je človek v redu, da je dober človek, da je konflikten ali ni. Fluktuacija delovne sile je v resnici zdrava. To je zdrava stvar. Delo je zame osnova v življenju, sej delati moramo. Zdaj pa, če delo še, da te izpolnjuje. Nikoli nisem vprašal, kako plačo bom imel. Vedno sem vprašal, kaj bom delal in kaj bom počel. Delo je posledica vrednot, ki jih moramo živeti. En lep pozdrav v novem aktualnem SBC-evem podcastu. Ker se bliža 1. maj, torej praznik dela, smo se na SBC-u odločili, da govorimo o delu. In sicer, ali je delo sploh še vrednota. Saj poznate tisti stari rek, kdor ne dela, naj ne je. Ko sem se malce poglobil, ta rek dejansko izhaja iz Svetega pisma. Ne gre za kakšen 100-200 let star rek. In tam je bilo rečeno, kdor noče delati, naj ne je. In s tem se bomo danes ukvarjali. Zakaj ljudje delajo? Kaj jih motivira, da pridejo na delo? Kako jih motivirajo delodajalci, lastniki? Kakšne lastnosti danes mladi prinašajo v podjetje in kakšne lastnosti in izkušnje stari lahko mladim predajajo in kako ta miks dobro vzdrževati za to, da imaš potem seveda dobro ekipo, ki dobro dela. Ker pa imamo v Sloveniji seveda z delom kar nekaj težav, v tem trenutku mislim, da je, saj sem si zapisal, 48,000 brezposelnih, pomeni, da imamo dve situacije, ki sta zanimivi. Na eni strani iščemo delavce in jih imamo premalo, na drugi strani imamo rekordno nizko brezposelnost. Skratka, ukvarjamo se tudi s tem, da veliko delavcev danes uvozimo. Kako to vpliva na delo in pa spoštovanje le-tega pri nas? Vsem tem bomo danes govorili s 3 gosti in lep pozdrav vsem 3. Najprej na moji levi nekdanji kolega novinarski Karel Lipnik z Dela. Živjo. Živeli, Potem jaz sem še novinar. Ti si še novinar, jaz se zato sem rekel nekdanji novinarski kolega. In pa 2 člana SBC-ja, najprej Tilen Suhadolnik iz TS Laba, živjo. Živijo. In Aljoša Jerman Blažič, SETC, je prav tako? Okay. Prav. 2 člana z koliko zaposlenimi, samo da na začetku to takoj povemo. Ne? Pri vas jih je okrog 85, Tako je. pri vas pa 75. Koliko vas je na delu? Koliko novinarjev danes še lahko dela? Ne vem, mislim pa, da je celotna številka zaposlenih tam okoli 160 do 200 nekje. Ok, se ne bomo o novinarjih govorili. Povabil sem te tudi zato, ker že vrsto let ali pa desetletja, zdaj lahko rečemo, spremljaš gospodarstvo, delo, zaposlenost, tudi ta odnos do dela in kar se tiče plač, tudi ta razmerja, ki so v Sloveniji, pa bi morda zato izkoristil najprej novinarja. Danes se hitro reče, to lahko vsak vse ve, si prebere, ampak vendarle imaš te izkušnje. Kako je danes z ovrednotenjem dela? Kaj bi ti rekel? Kakšne so te plače, kakšna so plačna razmerja in kaj vse to v resnici pomeni potem za lastnike podjetij, ko iščejo delavce ali pa jih nagrajujejo? Zdaj, tu moraš načeloma vedeti 2 stvari. Imaš 2 vrste ljudi, ki delajo. Eni delajo zaradi tega, da preživijo, oziroma da zaslužijo, drugi pa, ki jim je delo neka vrednota. In to sta 2 različni skupini ljudi. Večina je pač v delovnem procesu zato, da preživi. In tu se pojavlja problem predvsem pri delodajalcih, ne toliko pri zaposlenih, ker enostavno ne morejo z našim davčnim sistemom zadovoljiti po eni strani pritegniti tiste zaposlene, ki jih najbolj rabijo, in po drugi strani jih s plačo ne morejo motivirati, da bi pač bili zadovoljni na svojem delovnem mestu. To sta 2 ključna problema, ki jih naš davčni sistem zapostavlja. Zdaj bom kar takoj skočil k vam. Kakšne so vajine izkušnje morda v obdobju zadnjih 5 let, da vzamemo neko od korone naprej, se je marsikaj spremenilo. Takrat smo ugotovili, da lahko veliko dela opravimo doma, ti si v IT sektorju, ti si v drugačnem sektorju, kjer delavce doma težko imaš, morajo biti pri tebi. Kaj se vse je spremenilo v zadnjih 5 letih? Kdo bo začel? Izvoli. Z naše strani se ni prav dosti. Mi delo doma nimamo, oziroma pač jaz smo proizvodno podjetje za prehranska dopolnila, tako da stroji morajo delati, ljudje morajo biti prisotni. Pa tudi ta delo v pisarni, ker imamo en del, seveda okoli četrtino. Mi imamo open office in smo povezani zelo, imamo ta team spirit, tako da
verjamem, da je to dobro za eno dobro delovno klimo. Tako da je pa daj tudi fajn, mogoče, da imaš kakšen dan, pa določene stvari v miru res razmišljaš, pa imaš malo več miru. Ampak drugače, nisem pristaš delal doma. Tako da se gremo normalno naprej. Nobene razlike, ne, recimo od covida, pa da bi pa omogočali več delov doma. Kako je pri vas, Aljoša? Ja, COVID je bil kar, kaj je bila ena taka zanimiva preizkušnja, ne. Sploh za IT sektor je bil to, mislim, lahko si predstavljate, da določeni segmenti IT sektorja so precej, jim je COVID precej pomagal, da so šli naprej, ne, to se je tudi za nas zgodilo, to jaz ne skrivam, COVID je bil za nas precejšen boost, ker mi pač promoviramo z našim digitalnim orodji tudi to, da lahko delaš od doma, ne, nadaljavo in so se potem takrat, ko se zgodil se ta shutdown, se je seveda vse veliko stvari preselili v online svet in to je bil za nas boost. Zdaj, kako se pa to pri nas je odražalo? Ja, tle je ene več takih momentov. Prvo je to, da je delo od doma je postala neka normalna stvar, ne? Kar je dobrodošlo, ker to razbremnjuje. En tak praktičen primer lahko povem, mi smo bili ravno takrat z začetku prenove poslovnih prostorov, prišlo je do prostorske stiske, iskali smo razširitev, ne, ker smo se razširili. No, in smo nekako pred covidom smo za silo rešili tole, pač z nekimi dodatnimi prostori. No, potem smo se pa lotili prenove in smo ugotovili po covidu, ne, da je pač ta režim prinaša drugačen način dela. Se pravi, vpeljali smo 1+4 za določene oddelke, nekateri oddelki so pa skozi delajo doma. Zaradi tega danes, zdaj, ko načrtujemo prenovo poslovnih prostorov, ne, kot kapacitet, računamo na to, da je samo 70% delovnih mest v resnici bomo realizirali. Zaradi tega, ker je približno 30% delovne sile dela od doma. In to je seveda, če gledamo tako stroškovno, je to super. Je pa zagotovo to, da se je pa način dela, pa se verjetno to hočeš malo zapeljati tudi to, kako se potem zdaj delo glede tega vrednoti, ne. Ja, tu pa so nekateri izzivi, ki smo jih pa morali predelati, kako zdaj nekoga, ki ni tam v pisarni, ne, še vedno dovolj motivirati, da tudi isto kapaciteto, pa isto dodano vrednost ali pa isti rezultat doseže tudi takrat, ko je v svojem domačem delovnem okolju ali pa kjerkoli že je. Mogoče, če lahko jaz tole vskočim, ne. Jaz tudi eno IT podjetje, ki je delalo tam pri nas v Stolpnici, oziroma je še, mislim, da tam, eno leto po covidu sem bil pri njih in je bilo v bistvu v pisarnah je bila vsi tišina, ker so vsi pač za svojim računalnikom nekaj četali, ne. Ampak oni so dejansko leto po covidu vrnili se vsi nazaj na delo iz enega zanimivega razloga, zaradi tega, ker je ta komunikacija zmanjkala, ne. Se pravi, to družabno življenje, ki se je pač v pavzah pojavila, ne, ga ni bilo in zaradi tega je podjetje tudi manj naredilo. In zdaj je bila odločitev vodstva, da se začne zopet delati nazaj. Čeprav so recimo pisarna bila totalna tišina, ni bilo ne komunikacije, bilo je pa pač nekaj ljudi pač vedno tam v skupnih prostorih. Se pravi, to družabno življenje je pomemben del motivacije za delo in je tudi lažje ljudi pripraviti za delo, če je neko dobro vzdušje v podjetju. Mislim, to Kar je pri ljudeh doma težko, ne. Ja, to je zelo odvisno. Sej mi, če gledam mesto oddelčno, ne, imamo različne režime. Mi nismo mogli enega režima vpeljati, ki bi veljal za celoten poslovni sistem. Recimo na DevOps delu, ne, se pravi razvoj, tam je zahtevana zelo visoka koncentracija pri delu. To so ljudje oziroma pač posamezniki, ki zahtevajo mir in tišino okoli sebe. Njih družabno te stiki so prej motilci, kot pa nekaj, kar bi jih spodbujali k produktivnosti. Medtem, ko na drugi strani, če pogledamo pa S&M, Sales and Marketing, Back Office pa tako naprej, tam pa so te stiki pomembni. So zelo pomembni in tam je pač režim 4+1. En dan lahko doma, 4 mora biti v pisarni, ker to je pa res, tam pa je pomemben pretok informacij. Tako da pri tem delu od doma, zdaj, ko so bile razprave o tem, ali je zdaj post-covid, se bomo zdaj vsi vrnili nazaj v pisarne ali ne, to ni ta pravi odgovor. Mislim, da je ta pravi odgovor glede na tip pa vrsto dela. Nekatera dela še vedno zahtevajo visoko koncentracijo, pol imamo pa še tle zraven primesi posameznika, ki pač nekdo rab mir, je bolj produktiven, če v miru, nekdo rab pa konstantno nek vrveš ali pa tako nadzor okoli sebe, ne, če temu tako rečemo. Ja, zato sem si tudi izbral, ne, naprimer, da sta si vidva tako različna.
ti pa novinar, zato ker si ves čas pisal o teh slovenskih gospodarskih podjetniških zgodbah, pa zato mogoče še tebe vprašam, kaj se je tebi zdelo, da se je v zadnjih 5 letih, in tudi zato sem izbral COVID, takrat se mi zdi, da se je najbolj obrnilo tudi ta način in pogled na delo, ne? Kaj si ti opazil, kaj se je najbolj spremenilo v zadnjih nekaj letih? V zadnjih nekaj letih bi težko rekel, jaz gledam skozi daljše obdobje. Prav, prav. Mislim, da v Sloveniji se postopno, bom rekel, ne vem, se pojavlja vzdušje, kot da ljudje s svojim delom nekako niso zadovoljni. Se pravi, če gremo mi iz socializma, ko so bili nekako vsi pač srečni in se je to zelo poudarjalo, da tvoje delo nekaj pomeni, ne, in ljudje so bili vsi plačani enako, se zdaj nekako gre vedno bolj v smeri, da je plačilo tisto, ki je najbolj pomembno, ne. Ne vem, neke analize govorijo, da v bistvu je sama plača je nekako polovica recimo tistega, kar človeka pritegne, da je motiviran za delo. Motivacija za delo je bistveno bolj pomembna in tudi je lažje potem nagrajevati. In predvsem mislim, da je javni sektor tisti, ki je to, bom rekel, vrednoto dela v zadnjih nekaj letih zrušil. Ne. Ne bom rekel, da ljudje tam delajo slabo, da so leni, kako. Vsi delajo, mislim, vsaj kar se tiče tistih, ki sem jaz imel kontakt z njimi, so izjemno strokovni, zelo dobro upravijo svoje delo, ampak niso pa povezani več v celoto. In to vzdušje se nekako zdajle širi, bom rekel, tudi na ostale, ne. No, Tilen, zdaj pa gremo mi dva v tvoje podjetje malo skočiti. Ti si relativno mlad lastnik, vseeno, ne, mislim, saj ste vsi mladi, da ne bo zdaj kakšne pomote, ampak soočil si se seveda s tem, da si mogel sestaviti ekipo. Kako to narediš, kako jih motiviraš, ali to pričakuješ, da so delavci motivirani, ali jim pustiš, da pridejo, tako kot si ti tudi začel ta pogovor, oddelati za to, da preživijo in so del tvoje ekipe. Kaj tebe vodi pri tvojem vodenju podjetja? Mislim, treba časovno pogledati. Na začetku, ko si sam zaposliš prvega zaposlenega, ne, ki ti mora odnesti toliko in toliko število ur na dan, da ti lahko delaš bolj pomembne stvari. Ko imaš pa malo večje podjetje, se pravi, v štartu moraš zaposlovati prave ljudi. To je najbolj pomemben. Moja osnova pri zaposlitvi je, a je človek v redu, a je dober človek, a je konflikten ali ni. To je pri meni osnovni filter, ker je namen, da imamo dobro ekipo, dobro vzdušje, čeprav ne rata vedno, ne more biti vedno, ampak osnova mora biti jasna, ne. Da je človek, da smo spoštljivi drug do drugega, ker brez tega, ne, brez dobre delovne ekipe, energije, težko, ne, so ljudje zadovoljni na delovnem mestu. Potem pa ja, treba najti ljudi, ki imajo eno notranjo željo, motivacijo za dobro delo, ne. Ker po eni strani imaš lahko zunanje motivacije, po drugi strani pa, če človek v osnovi motiviran, da rad dobro opravi delo že zaradi sebe, ne, to so ljudje, ki so iskani, ne. Potem pa delo, ne samo, da se dela, kar je ključno, da dobro opraviš, da si natančen, ne. Predvsem ta natančnost dostikrat pri ljudeh zmanjka, recimo naredijo, ne vem, na 97%, potem pa par procentov sfali. To je pri zelo prevelikem številu ljudi en tak problem in tukaj mi tudi v podjetju skozi to je pa zelo enostavno rešiti, samo da se večkrat preveriš. Na koncu, ko daš od sebe, da se preveriš enkrat ali pa dvakrat, ali pa celo trikrat, ne. Ker dostikrat glih tistih 3% boš nekaj na koncu narobe naredil pri kakšnih številkah, pa si lahko posel res dal v rdeče številke, ne, tako da. 75 zaposlenih, vse poznaš? Ja. Z vsemi ti upraviš ta začetni pogovor? Ne, imam jaz kadrovski oddelek, tako da oni opravijo vse, imamo naštimane parametre, po čem pač ocenjujemo zaposlenega, ne, in potem vodja oddaja oceno, na koncu pa pri podpisu pogodbe pridem še jaz, se predstavim, da povem, kam gremo. Ja, pa tudi to, ljudje, na žalost je tako, nekateri bojo lahko delali, bojo gnila jabolka v podjetju in treba jih dati ven. Jaz to vedno govorim. Take ljudi, ki pač ki imajo določen negativen vpliv na celoto, pač treba in zaposlovati ta dobre. Tako pač je. Jaz sem vedno pristaš tega. Z začetka, recimo, ko sem imel manjše podjetje, to nisem delal in problemi so bili vedno večji. Tako da zaposlovati treba kvalitetne, pozitivne ljudi, ki radi delajo, ki delajo predvsem zaradi sebe, da so sami kvalitetni zaposleni. Če imajo ta notranja motivacija, potem, če ti dobro,
sistem nastavil v podjetju, potem bo šlo vse enostavno. Mhm. Pa še to bi Kar- dodal, ne. Pa tudi kot podjetnik vsi iščemo te vodje v podjetju, kateri del bi lahko oni sami peljali, ne. To so najbolj vredni zaposleni in take treba tudi seveda ustrezno nagraditi in jih konkretno plačati. Mhm. In ti kot vodja, ne, kot direktor moraš to vedno opaziti in vedno jih ustrezno nagraditi. O tem plačilu in nagradi bom z veseljem govoril. Mogoče, da še, Aljoša, tebe vprašam. Včeraj smo imeli en pogovor v Mariboru, ni poslušalk in poslušalcev bilo poleg, no, ampak sem si zapomnil, da si rekel, sam vodim 3 onboardinge, ne, pri 3 stvareh sem kot direktor zraven. Kako je pri vas? Ne? Zdaj ste dosegli neko točko na tem vašem IT-ovskem področju, ko vas ljudje iščejo. Ni treba, da vi iščete, se pravi, imate nek ugled, ko rečeš, ok, ti želiš priti k nam. To seveda obrne stvar, ne, na trgu, verjetno. Kaj pomeni, kako pri vas pridobivate kadre, koga vzamete? Ja, ta izborni proces je še vedno tako. Tega nisem še srečal metode, ki bi dvignila to zanesljivost dovolj visoko, ne. Še vedno nekje at the end of the day se moraš pač nekje probali smo vse, kar se da, psihološko testiranje, agencije, sami iščemo pa tako naprej. In ja, ta izborni proces je tak, nekje moraš noter vključiti nek gut feeling, ki ti da potem vedeti, aha, okej, ta bi znal biti ta prav, seveda. Vključuješ pa noter vedno znova neke varovalke, ki ti pomagajo to, da si pri tem vedno boljši, ne. Kompetence za delovno mesto moraš imeti napisane, moraš vedeti, kaj so pričakovanja, KPI in to že s tekom pogovora raziskuješ z kandidatom. Ja, se je pa seveda, ko si majhen na začetku, ne, si pač v nekem podrejenem položaju. Potem, ko podjetje začne rasti, ko postaja ima nek svoj trademark, se to začne počasi obračati, ne. In zdaj to, ko se obračaš, ne gre za to, da ti postavljaš se v nek drug položaj, ampak gre za to, da probaš s tem svojo vlogo čim boljš pa bolj natančno sfiltrirati, kdo je ustrezen za tebe in kdo ne. Zdaj pa tako, prej si komentiral tole, kako je javna uprava, ne, degradirala tole vrednoto dela. Jaz mislim, da ni to, težko je to samo pripisovati zdaj javni upravi. Mislim, da tle se dogaja enih več zelo pomembnih sprememb, ne. Prvo kot prvo je to, moramo se zavedati to, da smo mi v tem trenutku v situaciji, ko so se tri generacije so se začele prepletati, ne. Boomerjev ni več, to je gone, ne, X smo še tle, milenijci pa Gen Z. To jaz ne vem, če je bilo kdaj tako, da so tako 3 različne generacije na kupu. To moramo mi zelo dobro razumeti, ne, ker Gen Z pa X, to je zelo velika razlika, ne. Že milenijci imajo z Gen Z-jem probleme, ne. In to zdaj, ko recimo v našem podjetju imamo razpon teh, vse imamo, od Gen Z-ja do X-a. In koeksistirati v takem, to je zdaj kar en tak zanimiv izziv. In tle prihaja mogoče tudi zaradi tega, ker so te razlike med temi generacijami tako velike, ne, da se potem sprašujemo, ne, a so zdaj, a Gen Z res je prišli pa nima več takih vrednot, kje je, kako smo s tem. Drug problem, ki ga pa jaz vidim, je pa ta, ne, je pa za mene obdavčitev, pa to jaz se s tem sploh ne ukvarjam, to je pač robni pogoj, to je tam, kakorkoli smo obdavčeni smo, to so drugi sistemski problemi. Mene bolj skrbi to, je fleksibilnost, ki jo ima delodajalec proti delojemalcu. Mi še vedno imamo, spreminja se, ampak zelo počasi, pa to zelo redko kdo naslavlja, ne. ZDR v Sloveniji je še vedno za delodajalce neverjetno toliko. To je neverjetno toliko. Ko jaz zaposlim novega sodelavca, lead-in time je pri nas 12 mesecev minimalno. Po 12 mesecih, ker mi delamo pač visokotehnološki produkt, treba se to produkt usvojiti, ni enostaven, zahteva veliko enih časovne investicije notri. 6-mesečna poskusna doba meni, saj jaz takrat ne vem. Jaz ne vem, s kom, koga sem vzel noter v ekipo. Lahko naredim neke KPI-je, gremo čez to, pogledamo, ja, ampak jaz bom videl šele po 12 mesecih.
lahko zdaj dam noter varovalko, pa rečem, ok, prva zaposlitev je omejena na 1 leto, ne, pač ponujamo zaposlitev za določen čas. To je pač vse se spremenilo, ne, ker prej smo mogli vedno za nedoločen čas, ker smo bili v drugem položaju, ampak tudi po 12 mesecih, kakšno vam je tle fleksibilnost, da se lahko zelo hitro odločam. Ja, lej, po 16 mesecih še vedno trudili smo se, ampak it doesn't work. To, kar si rekel, je dejansko vse res. Ne. Zdaj imaš 3 različne generacije, ampak prihaja do tega, da recimo prva generacija, se pravi ti novi, ki pridejo v delovno mesto, ne, ti naenkrat dobijo določeno količino denarja, mogoče so nekaj mesecev zadovoljni, pol pa začne razmišljati, da je on prišel pa do prvega avta, ne, pa prvega stanovanja. Ne. In ugotavlja, da bo to avto čez 5 let, stanovanje čez 20 let, recimo. Ne. To je prvi problem, da on ne vidi škoda, da bo s to plačo da zaslužil in se pojavijo pritiski. Ne. In pa valjda tisti starejši smo pa že nekako bolj razvajeni in smo v tem, ne. Kar je problem, ki sem ho hotel povedati v javnem sektorju, ne gre samo za motivacijo, ampak da sama infrastruktura znotraj javnega sektorja se je spremenila v ta način, da je plača edini pomemben faktor, ne. Vidva obadva govorita o motivaciji na delovnem mestu, ne. In tega v javnem sektorju je vedno manj. To je problem, ki se pojavlja pri nas, ne. In to je tisto, kar se zdaj pač začne širiti in postavlja problem, ker je plača tisti osrednji faktor. Plača je polovica tega, kar motivira ljudi, mogoče pa še manj, recimo, ne. No, ravno to sem zdaj plačal, ste samo omenil, ti si omenil ta začetni del, ko prideš. Vem, da imate pri vas kar zanimiv del. Ko prideš k vam, najprej ni plače, ne? Če sem prav Ne, je plača, samo ni redne pogodbe. Ne. Tako, Mi ja. vedno potestiramo potencialnega zaposlenega najprej na podjemno pogodbo. Da sploh vidimo, to je par dni, 3 dni. Ja. Okay. Potem je pa 1 mesec ta poskusni rok. Ne. Če vidimo, da je ustrezen, da ima te kompetence, v 3 dneh nekako ugotovimo, je primeren, pa tudi, če ne mu všeč, seveda, in začnemo. Ne. Potem pa pač imamo 1 mesec, da vidimo ta naslednjo fazo, nam ustreza, ne mu ustreza in gremo naprej. Ne. Tako da mi imamo več teh varovalk tukaj, ker se zgodi, da nekdo ni pač neprimeren ali pa ne mu ne ustreza to. A ne. In takrat je slabo, da si z enim dolg časa zavezan, ker imaš potem, kar si rekel. Se tle je to, ne, ti tudi noter uvajaš, da je neke mehanizme varovalke, ki ti Ja, to seveda, jih omogočajo, moraš ne. imeti. Kaj jaz hočem povedati, je to, fluktuacija delovne sile je v resnici zdrava. To je Ja, zdrava mora biti. stvar. Mi Zaradi imamo tega, ker kar- in takrat se potem začne tudi vrednota, to, kar govoriš, ne, a je denar edina vrednota. V javni upravi ni kakšna fluktuacija. Tam noter, ko se enkrat postaviš, to je to. Tam vsake 2 leti napreduješ. Ja, seveda, ne. In kaj boš, in kje boš. Ampak zdaj tudi tako, če gledaš tole z vidika javne uprave, ampak kakšen sistem smo mi vzpostavili? Dajmo tako pogledati, ne. Ne vem, jaz nisem šel gledat podatke za recimo promet tvojega podjetja, ne, ampak mi gremo proti 6 milijonom zdaj. To je za letos, ko nam kaže, ne. Se pravi, jaz v vlogi svoji sem odgovoren za 6 milijonov. Kakšen je tale budžet javne uprave letni? Tam proti 20 milijardov. Tako je. Pa odšteješ 6 milijard evrov za No, pokojnine, smo na 15 ampak kdo vozi milijard. Se teh, pravi, mislim, da pa so plače pa ene 7. kdo vozi teh 20 milijard? Mislim, da noben več ne ve tega. Ne. No, vem, ampak kdo naj bi bil na čelu? Na čelu bi moglo biti ministrstvo za finance, ne? Ki Se odreja. pravi, ampak minister za finance ima nižji bruto od mene, pa vod več milijard kot jaz. Tle je za mene tudi en zelo velik problem. Odgovornost. Ne, 20 milijard upravljati ali pa 6 milijonov upravljati je vseeno malo različna odgovornost. Ampak če imaš ti v javnem sektorju taka plačna razmerja, ne, ki niso niti primerljiva z gospodarskim sektorjem, saj kako pa boš? Ne, ampak ti si prej govoril recimo o zakonu o delovnih razmerjih, da je kompliciran. Ne? Nisem rekel, da je kompliciran, rekel sem, da je ne samo, da top, ni ne. kompliciran, je v določenih razmerjih je tudi kontradiktoren. Ne? Se pravi, ne načelo. Veliko lahko najdeš, ja. Jaz sem bil to prisiljen študirati, ker imam svoje podjetje tudi malo, ne. Sem zaradi sebe mogel to delati. Dejansko so določila med sabo, ki se izpodbijajo, in to je zaradi tega, ker je v določitvi zakona o delovnih razmerjih ni bilo v smislu
kako samo zavarovati delavcev in pa urediti razmerje med delodajalcem in delojemalcem, ampak so se enot kakšni parcialni interesi ustavili sindikatov ali pa javnega sektorja in je še vedno zasnovan na nekem socialističnem principu in ni funkcionalen. Ne. In to se v javnem sektorju bolj čuti, kot pa v podjetjih. Podjetja imajo pa s tem problem, ker morajo te zadeve pol na nek način zaobiti. Ne. Tilen te bom izzval, ne, če je že Aljoša omenjal milijone, koliko ste lani naredili, kakšen promet ste imeli? Koliko ti upravljaš? 11 milijonov pa pol, no slabih 11 pa pol smo naredili. Prometa. No, ko si začel, pa če smo Ja. dali naslov, ali je delo vrednota, kaj je bila tvoja vrednota, ko si šel na podjetniško pot? Ali si zasledoval te milijone, ali si zasledoval, da boš nekaj ustvaril? Jaz sem imel predvsem željo nehati na faks hoditi. Jaz se nisem videl, da bom 5 let tam izgubil na ekonomski fakulteti. Sem pa tudi treniral sem na profesionalnem nivoju, čeprav sem brez plačil bil, a ne, atletiko, šprint, in mene so ta prehranska dopolnila vedno izredno zanimala in ker sem imel prvoletnik na faksu, mislim, da so mi starši dejali okoli $15,000 žepnine, ne, pa nisem hotel na faks, sem rekel, ok, zdaj bo treba nekaj pogruntati, ne, kam bom začel delati. In pač sem prišel do tega, da s prehranskimi dopolnili se pa da nekaj zaslužiti. Ne. Sem pač raziskal trga, kako bi jaz lahko dobil, pa koliko se tukaj prodaja, sem hitro videl. To pa je, ne, nekaj. In sem pač rekel, pustim faks, gremo akcija na polno. Ne. Sem pa tudi bil zelo šparovan kot otrok, najstnik, sem našparal takrat, mislim, da $1,600,000. Sicer sem šparal za avto, potem pa preden sem si avto hotel kupiti, sem razbil od staršev avto, potem mi pa niso dali kupiti avto. Mi je ostal denar za osnovni kapital za DO, ne, bil je 2,100,000. Starši so mi pa posodili še $500,000. Tako da sem imel, ne, to. Tako da tukaj je bila ta moja želja, pač, da nekaj ne bom več delal, pa da grem na svoje. Ker pač, pa tudi nisem se videl, da bi za kogarkoli drugega delal. Pač jaz sem hotel pač sam svoj mojster, po domač povedan. To me je gnal vedno, no. In še zdaj. Ker zdaj, ko naprimer tudi z mladimi govorimo, ne, mladi danes, ko imajo veliko dostopa do seveda takšnih zgodb, kot sta naprimer vajine, večina mladih reče, mi bi tudi bili podjetniki. Ne. Pri nas vidimo, mi bi uspeli, mi bi imeli teh 11 milijonov upravljali, mi bi 6 milijonov, mi bi imeli produkt. Pa se zelo redko pogovarjamo tudi tako, kaj pa je tisto, kar te bo do tja pripeljalo. Ne. Ali to delo. Ne. Seveda. Mislim, je veliko teh vrednot pa lastnosti, ki jih moraš imeti. Ampak seveda, delo je gibalo razvoja. Ne. Človeštvo, da do tukaj prišlo, je samo zaradi dela, usmerjenega v neki, v določene ideje, pa delo pogumnih ljudi, učinkovitih ljudi, podjetništvo pa isto. Pa ti moraš imeti določeno idejo in tej ideji slediti. Pa biti res vztrajen, nikoli ne smeš odnehati. Tudi če se ti določen posel ali pa projekt zalom, pač greš na novo in drugače. Skozi to se vse učiš. Ne. Tako da delo je zame osnova v življenju. Sej delati moramo. Ne. Da pa če delo še, da te izpopolnjuje, v podjetništvu načeloma te, čeprav je veliko tudi enih takih izzivov in stresnih situacij, ki bi bilo boljše, da jih ne bi imel. Ne. Ampak vseeno, to je sestavni del te igre podjetništva in to je pač delo vse skupaj vsega. No. In zdaj se je zgodilo, naprimer, tik pred volitvami, ne, smo postavili minimalno plačo na €1,000, ne, ki je odprla kar nekaj vprašanj. Zdaj, aj delo vrednota. Jaz hodim v službo, pa dobim, ne vem, mislim, da je povprečna bruto plača bila januarja 2600, pa še nekaj evrov, to je približno €1,600 neto. Minimalno plačo smo zdaj postavili na €1,000. Če dobiš €1,000 v Ljubljani, težko preživiš, ne? In je bil to razlog na eni strani, na drugi strani pa tudi sam se prej omeni, če ne delaš, ne, pa da dobiš nekaj državnih dodatkov in subvencij in pomoči, si tudi pri €1,000 skorajda, ne. Torej, potem bom pa vaju vprašal, kako vrednotiti, da boš rekel, delo je vrednota, zato si tudi dobro plačan. Nisi pa lastnik, se pravi, delaš za nekoga. To je v bistvu tudi odvisno od socialnega položaja posameznika. Vsak posameznik mora preživeti. Ne. In recimo v vzhodni Sloveniji s €1,000 niti ni toliko malo. Ne. V Ljubljani, kjer so pa vsi stroški višji, praktično nič ne nimaš od drugega življenja, je pa to težko preživeti. Ne. Kar je pomembno, je to, da ni samo problem 45,000 brezposelnih, oziroma koliko jih je. Imaš v ozadju še v delovni dobi, mislim, da okoli 90-100,000 neaktivnih. To so tisti, ki so, polovica teh je bila izbrisanih iz
evidenc. ker niso delali. In nekateri imajo določene socialne pomoči, drugih nimajo. Ne. Se pravi, to je to. Kar se tiče pa samega dela, ne, moraš pa vedeti, da ni samo to, da je 65% zdaj med minimalno pa povprečno plačo zaposlenih, ampak jih je v gospodarstvu med minimalno pa srednjo plačo. Srednja plača je pa 1350 zaposlenih. Ne. To je polovica zaposlenih v gospodarstvu, jih razlikuje samo 350 evrov. In ti v takem sistemu, sploh če imaš neko minimalno plačo in socialne pomoči zadaj, nekega zaposlenega, ki dela v proizvodnji, ne, zelo težko motiviraš za to, da bo naredil nekaj več. Ne, ker, vsaj jaz sem bil navajen, jaz nisem novinar po izobrazbi, bil sem borzni posrednik pa upravljavec, da ko so padale nagrade, ta nagrada ni bila 10 ali pa 20%, ne, ampak si dobil kak mesec tudi 2-krat ali pa 3-krat več. Ne. In v Sloveniji to enostavno ni možno izplačati, zaradi tega, ker gre 2/3 tega denarja, pa več kot polovica tega denarja gre državi. In tu so ti problemi, da te razlike, recimo med plačami, so zaradi samega sistema, ki ga je prinesla pokojninska zakonodaja leta 2012, ne, ta je uvedla to, da je minimalna osnova na 60% povprečne plače, da se ta gneča v spodnjem delu zaposlenih vse veča. No in zdaj za vaju vprašanje. Nekaj je, se ti seveda lahko dodaš, kaj je zate delo, kakšna vrednota je to. Če si nekdo, ki nekaj ustvarjaš, na to drugače gledaš. Vidva v bistvu rasteta z vajnim otrokom, to je vajno podjetje. Potem pa iščeta ljudi, ki pridejo k vama delati, zato da skupaj delate, sam se omenil motivacija, želja in tako naprej. In potem se rečeš, okay, a je delo vrednota? Kaj je tisto, kar mu bom jaz dal? Nekaj je izziv, nekaj je plača. Kje je tukaj ta meja, kaj vse moraš ti poskrbeti, da boš tudi pri delavcih videl, zanje je delo tudi vrednota. A se s tem ukvarjate? Seveda se ukvarjamo, kaj so vrednote. Samo to zdaj vprašanje, o katerih vrednotah se pogovarjamo. Zdaj imaš vrednote, ki so vezane na poslovni sistem, neki so pa vrednote, ki jih morajo imeti, ki jih ima posameznik. In tle v podjetju se na področju kadra se itak večino časa, s čimer se ukvarjaš, je to kompatibilnost vrednot podjetja pa kompatibilnost vrednot posameznika. Če tle je mismatch prevelik, potem sistemsko okolje samo mora njega ven izločiti. Za nas je ena izmed naših vrednot je poslovna odličnost. Se pravi, ker poslovna odličnost pač pomeni tudi to, da seveda, da mora podjetje funkcionirati, mora imeti neke presežke mora ustvarjati, drugače sploh ne obstaja. Ampak v resnici pa vsi, ta druga vrednota, in naslednja vrednota je, da smo tle zaradi tega, ker mi skrbimo za ta poslovni sistem. Vsak noter skrbi, od odgovorne osebe, od direktorja do nekoga v back officeu ali pa nekoga, ki je, ne vem, v podpori ali pa kjerkoli že, nima veze, v financah. Vsi skrbimo in vsi strmimo v isto smer. Zdaj, to je, seveda, te raziskave, glede tega, to, kar si prej omenil, denar, a je vrednota, to se zmer nekje, mogoče se zdaj malo spreminja, ampak dolgo leta smo gledali to, da je to šele motivacijski faktor nekje na 6., 5., 6. mestu. In zdaj, če jaz gledam iz sebe, jaz nisem, seveda, rezultat tvojega dela je neka finančna dobrobit. Ampak se mi zdi, da sistemi, ki so samo v to fokusirani in dolgoročno malo težji preživijo, kot pa sistemi, ki so fokusirani na to, kaj jim je cilj, kaj hočejo spremeniti, kaj je zdaj tista dodana vrednost, kaj dajo na trg, ki pa mora biti seveda v ekonomskem smislu ustrezno vzpostavljeni, da se to potem na koncu izide. Se pravi, da je ekonomsko vsaj malenkostno bolj uspešen kot konkurenca. Ja, drugače ne moreš obstajati. Zdaj pa vrednota delo. Jaz mislim, da ni to, težko bi jaz nekoga našel, ki bi rekel, zdaj delo glih ni neka, da mu ni to neka vrednota. Je nekomu mogoče več, nekomu manj, ampak ja, za mene to ostaja kar visoka vrednota. In če nekdo reče, zame je delo vrednota, ali me boš
torej zato tudi bolje nagradil, da bom tudi sam bolje živel? Jaz te bom toliko nadgradil, kolikor mi je okolje. Mislim, sej, na koncu mi gledamo to, v kakšnem okolju živimo. Ne? Če pač taka povprečna plača v Sloveniji, ne, smo to tako nastavili. Zdaj, glede tega dviga minimalne plače, jaz moram priznati, nas se to zelo ne tangira, ne? Ker IT je tradicionalno ima pač nadpovprečno visoke plače in se to toliko pri nas niti noben niti tega zares, če sem iskren, ne, pač ne opazim. Ampak če pa gledam na makroekonomskem nivoju, ja, kaj bo to zdaj pomenilo, ne? Mislim, minimalna plača bo dvignila seveda tam gor, ampak mi se moramo vprašati, kaj mi hočemo delati. Kaj tle v tem sistemu delamo? Jaz sem gledal zadnjič tole analizo tega gibanja trga delovne sile za Slovenijo pa potrebe, ki je ekonomska fakulteta naredila. Oni predvidevajo, da bo ne vem, čez 5 let bomo imeli deficit 18 tisoč posameznikov niže kvalificiranih. Ne? To pomeni potreba v glavnem proizvodna. Ne? Če zdaj pogledamo pa mi življenjski cikel produkta, ki je najvišja dodana vrednost. Na začetku, sprav raziskave, razvoj, pol strmo pade dol, praktično na nulo, potem se pa z prodajo pa marketingom že spet naprej veča. In kaj zdaj mi tle delamo? mi na eni strani stimuliramo proizvodnjo, ki ima najnižjo dodano vrednost v Sloveniji. Ne, sej subvencije grejo v Revoz, v lakirnico, Hoče, pa tako naprej. Ne? Zato so subvencije namenjene, ampak tam se moramo zavedati, to so v produktnem temu življenjskem ciklu je to del, ki ima najnižjo dodano vrednost. Mi pol, če se vprašamo, ne, okay, kar pomeni, ne, če ima najnižjo dodano vrednost, je tam verjetno frekvenca pojave minimalne plače najvišja. In če tam minimalna plača višja, ne, ja, seveda, pa imamo pa problem zaradi tega, ker s tako nizko dodano vrednostjo ne moreš več biti pol konkurenčen na trgu. V vseh sistemih je segment zaposlitev, ki imajo nizke plače in to je, bom rekel, povsod in je to velik del števila zaposlenih. Nekvalificirani pa ljudje s srednjo izobrazbo. Problem je, da mora cela država funkcionalno biti sestavljena. Ne? Ti ne moreš imeti visoke, mislim, ti lahko razvijaš visoko dodano vrednost, ampak če ne boš imel zadaj peko, če ne boš imel varnostnikov, če ne boš imel, ne vem, snažilk in tega, ne, sistem ne bo funkcioniral. Recimo, če se spomnimo, par let nazaj Leka na Prevalju je zaprl, ne, in razlog je bil predvsem iz enega enostavnega razloga, ker je imel Novartis globalno pogodbo z čistilnim oziroma varnostnim servisom, ki v Sloveniji ni delal, ker je bila Slovenija premajhna za njih. Ne. In samo to je bila odločitev, da so oni zaprli proizvodnjo. Pol so pač se zadeve spremenili, drugače, ampak recimo ta infrastruktura so poceni zaposleni. Ne. In to mi se moramo zavedati, da vedno bomo imeli ljudje, ki ustvarjajo nizko dodano vrednost in to je del sistema. Ne. Mi še vedno moramo imeti poceni kruh, zaradi tega, ker pač nismo, ne vem, visoko razvita evropska država. Ne. In peki bojo imeli nizko plačo. Ne. To je pač del našega sistema. Če mi moramo razvijati po eni strani visoko dodano vrednost, zaradi tega, ker pol pride tudi nekaj denarja do pekov, ne? Oziroma nekaj ljudje več zapravijo in so pripravljeni plačati več za kruh in pol naenkrat dobijo tudi peki. Vse o tem govorim, tem nesorazmernem delu, ne? Če mi začnemo tam, kjer je najnižja dodana vrednost, zdaj dvigovati te stroške, pač kruh bo zdaj dražji, zaradi tega, ker mora pek imeti višjo plačo, ker je minimalna plača se zvišala. To je logično. Ja, samo moraš istočasno potem na drugem koncu dvigovati dodano vrednost, da bomo lahko kupovali dražji kruh. To vse potegne za sabo. Po vsej verjetnosti je pa prvo treba zvišati, pač narediti sistem, ki bo omogočil višjo dodano vrednost in plačati ljudi, ki imajo višjo dodano vrednost, potem pa lahko urediš ti minimalno plačo in vse ostalo. Mi gremo pa v kontrasmeri. Ja, mi gremo v kontrasmeri, zaradi tega, ker subvencioniramo ta del. Ja. To je problem. Ne? Se pravi, gre za neuravnotežene, tle je država v resnici v nekem shizofrenem stanju, ker to spodbuja. Ne? Subvencije zagotavljamo za dela z nizko dodano vrednostjo, hkrati pa višamo, ne, dražimo to dela z nizko dodano vrednostjo. Ne da bi stimulirali tisto, kar je pa na začetku pa na koncu, ker je pa prinaša višjo dodano vrednost. Tilen, da te vključim, ti prehajaš iz proizvodnje, ne? Kako je tebe se dotaknila to višanje minimalne plače?
Pa še pod vprašanje, ko pridejo do tebe zaposleni, ne? Če rečemo, delo je vrednota in seveda je takoj naslednji stavek, zato mora biti pošteno plačano. Kako imate to pri vas urejen? Sam si prej že omenil, potem ga pa nagradiš in tako naprej. Kakšni so to neki pogovori, pa tudi morda sistem, ki ste ga vzpostavili v podjetju? Mi smo, prehranska dopolnila so nekako branža podobna farmaciji, sicer malo drugačna na svoj način, ne. Tako da mi nikjer smo daleč od teh minimalnih plač. Ja, je pa tako, s kvaliteto podjetja večkrat naredimo, se vedno dvigujejo plače za vse, tako da lanski so se 2-krat dvignili, letos se bojo spet. Si pa rekel, ja, ponavadi je pa tako, ko si rekel, glede, da a si tako mislil, kot če nekdo pride, da Ja, ne. redko kdo pride, ponavadi tu ni pridejo, ki slabš delajo. Aha. Ja. Okej. Tisti, ki dobro delajo, so vedno nagrajeni. Pač jaz to vedno opazim in tudi imamo tako, da vodje vedno nominirajo posameznike, če kakšen res zelo hitro usvoji določeno znanje in da napreduje, vedno preskoči te plačne lestvice, ker imamo stimulativno, da v določen času, seveda, ker nekdo pride ima nižjo, ker veliko časa porabimo z njim, da ga sploh uvedemo, a ne, v določen del. Potem pa ja, lahko te plačne lestvice tudi preskoči. In pa tudi na koncu leta je vedno večja božičnica, a ne. Letos je en del obvezen, mi smo imeli vedno božičnico že kar nekaj let. Tako da, ja, je pa res, ta minimalna plača vpliva na na podjetja, recimo. Določena podjetja imajo minimalne plače in zdaj tukaj, ko se je umetno dvignilo to, a ne, se pravi, bolj kot ena reklama za določene stranke, a ne, da so to pred volitvami delali, za moje pojme, lahko določena podjetja to pokoplje, a ne. Zdaj, recimo določen minimalna dvig plače v Ljubljani, absolutno, a ne, ampak recimo nekje na vzhodu je druga kupna moč. Ampak tukaj jaz tudi vidim problem, ne samo ta del, ampak mladi podjetniki, a ne, če imaš ti minimalno plačo 1000 evrov, se pravi bruto s vsemi stroški prevoza in tega, si že počasi blizu 2000, recimo s 1000 evrov neto, a ne. Tako da kako bo mlad podjetnik šel v podjetništvo, se pravi, treba se zavedati, ko greš v podjetništvo, ti si brez denarja, a ne. Recimo imaš mogoče manjši kapital, če se sam lotiš tega, ali pa s partnerstvom, ne. Recimo, da greste dva skupaj. Ti moraš prvi mesec že zaslužiti za plačo, ne. Jaz se spomnim, ko sem jaz začel, ni bilo treba, ti si lahko v dobro podjetja delal. In jaz sem veliko let delal v dobro podjetja in si nisem splačal sploh nobenih plač. Sicer sem doma živel, sem bil še, ne, v 20-ih, zgodaj v 20-ih, ampak zdaj si ne predstavljam, recimo, bi en mlad podjetnik dobil idejo, bo rekel, okej, zdaj grem pa jaz v podjetništvo, sam moram pa zdaj skoraj 2000 evrov plusa narediti, da sploh preživel. Na mesec, ne? Ja, na mesec, ne. To je velik problem, tako da ta del mene najbolj moti s temi minimalnimi plačami. Mogli bi imeti v Sloveniji, se pravi, spodbujati bi mogli mlade, da grejo v podjetništvo in tukaj en sistem narediti, kako, da jih res več, ker podjetništvo, ne, gospodarstvo je gibalo vsega. Brez tega tudi, ne, saj veste, davkov, javno se financira iz, ne, privat. In tukaj bi mogli imeti nekaj, pa so tudi ene subvencije za mlade podjetnike, kolikor se spomnim, zdaj nisem na tekočem, nisem pogledal, ne vem, če so, ampak ko greš v podjetništvo, da imaš vsaj prve pol leta ali pa 1 leto, da omogočiš, da grejo v to, ne bi smeli biti pa povratniki, recimo, da bi to zlorabili, ne. Tako da to mene moti, vedno težji pogoji so za vstop v podjetništvo za mlade. Mogoče še eno vprašanje, vidva vendarle imata malo pod 100 zaposlenih, svoje podjetje. Tukaj je tudi ta plačna lestvica lahko malce bolj fleksibilna, a ne. Ko pa govorimo tako, kot si sam dejal, ne, v velikih sistemih ali pa v javni upravi, ne, tam je v bistvu ti, ko vstopiš noter, že veš, kje si končal, ne. Ta motivacija z denarjem se kar hitro konča, sam si omenil, lahko napreduješ, ampak to je napredovanje samo zato, da ti na plačilni listi potem nekaj piše, tvoje delo se v resnici nič ne spreminja, ne. Pri vaju je pa drugače, ne. Če smo rekli, da je na 5., 6. mestu morda plača, vidva verjetno veliko skrbita za to, da je to delo vrednota tudi tako, da jo imaš ves čas nekaj za početi. Se pravi, da razmišljaš, da lahko napreduješ. Ker se mi zdi, da nova generacija, ko stopa na trg dela, ne želi, da bi delala ves čas isto, ne. To je zdaj velika bolečina, zato tudi v javnem sektorju prav veliko zanimanja vendarle ni, ker je tam delo ali težko, ponavljajoče, vsak dan isto. Mladi si pa predstavljajo, da je delo kreativno, da nekaj ustvarjajo. Ali se motim?
Mislim, na začetku to, ko si rekel, da je tam v javnem sektorju, to se zdaj spreminja. Ja, zakon bomo zdaj dobili o tem razkrivanju plač. Ja. Tako da Ja. tudi gospodarski sektor je zdaj počasi, se bo mogel zdaj nekako, boš mogel nekaj uravnilovke imeti, ne boš mogel si privoščiti nekih blaznih razkorakov, ker je to treba pol utemeljevati. Ne. Ampak vprašanje tvoje je bilo, kaj Ja. mladi Ko vstopajo Vstopijo- noter, je seveda ta plača ena izmed ključnih vprašanj, ampak potem pa tudi ponudba tega dela. Ne? En reče, ok, jaz bi delal 3 dni od doma samo zato, ker se tako delo predstavljam. Ampak večina mladih, vsaj ko sem tudi sam se pripravljal na ta pogovor in gledal raziskave, si želijo zanimivega dela. A ne, oni je plača en faktor, drugi pa, ko grem v službo, nočem, da je to ves čas isto. Si ne predstavljam, da bi celo življenje delal za neki trah. Ja, pa sej nad temi motivacijskimi faktorji, ki so gor nad plačami, je pač treba samo pogledati, kaj tam noter. Ponovadi so neke okolje, v katerem delaš, vrednote, za katere, kaj verjameš, pa tako naprej. Ne. In vse to seveda mladi gledajo enako kot tle. Jaz ne vidim neke strašne razlike med tem, kaj oni še s tem dobijo. Zdaj želijo, da je bolj dinamično ali ne. Mislim, ja, seveda, okolje se spreminja. Predvsem je to, jaz to bolj gledam, ne da je dinamično, ampak bolj instant. Mi smo danes v instant ekonomiji. Ne. Še informacije, ki smo jih do nedavno zajemali tako počasi, pa dosledno, pa tako naprej, so se skrčile na 10-15 sekundne neke izbruhe informacij, ki jih moramo zajeti kjerkoli, pa ni važno, to zajameš izven delovnega časa ali pa v delovnem času. Vse se je zdaj to nekako začelo poenotiti. In jaz bolj razumem, da je to, mladi predvsem iščejo to, oni si predstavljajo, da bo to zelo hitro se zgodilo. Ne? Jaz bom kar prišel noter in bom hop in bom že nekaj odgovornega delal, pa tako naprej. Ne? Ampak pač ne gre. Ne? Tudi to, kar danes mi uživamo, ne? Sadove tehnologije, pa sadove blagostanja, to je treba razumeti, to se je nalagalo. To se je več 1000 let nalagalo, da smo prišli do tega. Ne? In to se ne da čez noč zdaj kar spremeniti ali pa nadgraditi. Ja, dinamika bo hitrejša, hitreje se bo odvijala, to je res. In tukaj moramo zagotavljati te pogoje. Mi smo imeli, jaz sem recimo pred 7-8 leti sem si zadal cilje revitalizacije podjetja in smo začeli takrat delati na tem, da smo mlade kadre noter pritegnili. Ne? Takrat so bili milenijci, Gen Z še ni bil aktivna populacija in na začetku je bilo to kar izziv. Ne? Velik izziv je bil pri obstoječi kadrovski strukturi, ki smo imeli, kako ne, to se z njimi ne da delati, to ne gre, jih ne razumeš, že tle je razkorak med X pa milenijem. Ampak jaz sem tle pri tem kar vztrajal, zelo, ne? Tudi zaradi tega, ker sem želel priti do točke, kjer se, ne da bomo mi njih učili, ampak da oni nas učijo. In je bila ta vključevanje, so počasi, vodstvo je šele počasi na mojem eksperimentu, so pol začeli šele dojemati, kaj to pomeni, in so potem tudi oni videli, da se da iz tega delati rezultate, moraš biti previden, pameten, ne? In smo zelo pomladili ekipo. Ne? Kljub temu, da so bili seveda njihova pričakovanja, jaz sem zdaj sem prišel, kje me čaka zdaj neko mesto vodje. Ja, sej, ne vem, Ja, bi še dodal to. koliko imaš Podjetje mora biti, če podjetje raste, se vedno ustvarjajo novi deli v podjetju, ki mora dobiti ustreznega zaposlenega. Ne? Ja. Ponavadi nastaviš na določen področje, potem vodijo. In mladi imajo, tudi v mojem podjetju, imajo šanso, rečemo, ok, ta oddelek je zdaj toliko velik, staneš vodja. Ne? Samo potem morajo pa oni tudi posameznik odvisen. Težko je reči na generacijo, pač, saj, če imaš v neki ali pa slabih 100 zaposlenih, ti iščeš posameznika, ki bo glavni player za določen oddelek, ne? Te vodje postavljaš. Ne? Zdaj pa, če pa podjetje manjše ali pa da je dokaj statično, je pa tam težko en tak stimulativen okolje, saj za moje pojme, ker podjetje se ne razvija nekaj in je dokaj v istih okvirih. Tam boš težko, tam je pa bolj vse skupaj eno in isto. Ne? Je pa tudi proizvodna sama, je pa tudi, pač trakt mora delati. Zdaj, tam plača je motivator, pa da se ljudje zastopijo. Ne? Zdaj, to je tudi vedno izziv. Veliko različnih ljudi, pa da se vsi zastopijo, je tudi da izziv, ki ga tudi imamo. In to tudi treba potem nekako graditi, vzdrževati. Ja.
Za mene je zdrav poslovni sistem tam, kjer je struktura odgovornosti zelo jasno vzpostavljena, ker to sem zato, ker sem prej navajal, ne, kdo zdaj vozi 20 milijard, pa kdo 6 milijonov. Odgovornosti, ko imaš ti enkrat vzpostavljen odgovornosti sistem, potem je veliko lažje potem to povezovati tudi z neko finančno dobrobit, ki jo posameznik ima. Ne. Ko nekdo pride do mene ali pa do, ne vem, drugega sodelavca, pa želi pač višjo plačo, v redu, se bomo pogovarjali, katere dodatne odgovornosti boš prevzel. Ne moreš imeti višje plače, če z istimi odgovornostmi, ne. In če nima odgovora, ja, pa ne vem, zakaj bi se sploh pogovarjala ne. In jaz mislim, da je to tisto, kar je pomembno, ne glede na to, kdo pride, ali nekdo, ki je že izoblikovan kader ali nadkader, da že na vhodnih vratih da si razjasnimo, ta poslovni sistem funkcionira na odgovornostni hierarhiji, ki imamo, in ti se moraš samo znati sebe identificirati, s katerimi odgovornostmi boš povezan. Ne, tu bi jaz samo eno stvar dodal. Jaz recimo, dokler nisem šel na svojo kot novinar, recimo sem menjal, mislim, da vsake 2-3 leta službo, ne. Nikoli nisem vprašal, kako plačo bom imel, ne. Vedno sem vprašal, kaj bom delal in kaj bom počel, ne. In od tega je bilo odvisno, ali bom jaz motiviran za zadevo ali ne bom, ne. Kar pa hočem povedati, da vsako dobro podjetje bi moralo maksimalno motivirati zaposlenega na tistem delovnem mestu, ne. Mi zdaj govorimo o tem, da podjetja kapitalsko izkoriščajo zaposlene. Ne, podjetja maksimalno vlagajo v svoje zaposlene, kolikor pač lahko, so boljše in slabše, ne. Kapital so prihranki ljudi, ne. To ni nekaj, kar je nekaj grdega, ne. In v bistvu gospodarstvo v Sloveniji, ne, ogromno vlaga v družbeno okolje v Sloveniji, da se ljudje boljše počutijo. Sploh recimo ta velika podjetja, to niso izkoriščevalci. Tudi mala podjetja, recimo ti espeji mali, ne, sploh ki jih jaz gledam, ti izrazito dobro znajo motivirati svoje zaposlene, kljub temu, da dobijo malo plačo, ne. Imajo piknike, imajo ostalo, pač če ne more, da nekaj drugega ven, ne. In dejansko je problem v tem, da se nekako umetno ustvarja to nezadovoljstvo med zaposlenimi in podjetji, in to škodi celotnemu gospodarstvu, ne. No, to sem hotel vprašati. Ali se o tem torej premalo pogovarjamo? Ne, zelo radi se primerjamo s Hrvati zdaj zadnje čase, ne, pa Švicarji bi radi bili in tako naprej, ampak potem, ko tudi sam zdaj imam pač to priložnost, srečo, da lahko govorim z lastniki, se pravi 400 SBC-jevimi člani, ki povejo, kaj vse v resnici dajo za zaposlene, ne, koliko izobraževanj, koliko enih dodatnih stvari. In si potem rečeš, v redu, mi imamo očitno večkrat očitno zelo jasen odnos, če ti nimaš delavcev, tako ali tako ne moreš delati, ne, da je to zelo jasno. Se ti zdi, da se potem o tem premalo pogovarjamo, da je ta glas nezadovoljstva močnejši od tega, kar se dejansko v resnici v podjetjih dogaja? Pogovarjamo v javnosti verjetno, ne, ker v bistvu jaz bi rekel, da dober direktor je tisti, ki gre si upa iti med zaposlene enkrat na teden, pa 2-krat na teden, pa vsakega malo pozdraviti, pa se malo pogovoriti. To je mogoče veliko bolj pomembno kot tisto plačo, ki mi jo potem da, ne. Se pravi, da ta komunikacija obstaja. Ampak ja, dejansko v javnosti se pa pojavlja ta zadeva, da so ljudje, ki pridejo na delo, delajo od 8 do 4, dobijo nizko plačo, ne. V dobrih podjetjih marsikje dobi nizko plačo, dela več kot od 8 do 4, ne, pa je zadovoljen, ne. Ker je ta drugi faktor tisti, ki ga pritegne na delo, ne. In je dejansko pa problem potem, ko se ljudje primerjajo, pa vidi, da čez nekaj let ali pa konec meseca pa nima kaj dosti mu ne ostane, in se pa potem ta pasivnost pojavi, ki je pa tudi podjetju potem težko premakniti na višje, ne. Kot podjetnik, ne, pa verjamem, da vsak podjetnik skoraj tako gleda, ti moraš izboljševati firmo na vseh frontah, a ne. Zaposleni morajo biti zadovoljni, morajo biti dobro plačani, delati moraš dobre produkte, veliko dodano vrednost mora imeti podjetje, profitabilen moraš imeti, izboljševati se moraš, nič ni tako statično, a ne. Vedno moraš, če greš naprej, pa če si hitro rastoče podjetje, kakor je moje podjetje, skozi pride nekaj novega, a ne. In zaposleni morajo biti tudi pripravljeni na določene, na te spremembe, a ne, zelo pomembno. Ampak na koncu ti moraš imeti dobro ekipo, da so noter zadovoljni. Morajo imeti pa vse, se pravi. Predvsem ljudje iščejo, da se dobro počutijo v podjetjih, pa če so še dobro plačani, potem bojo tudi ostali, ne.
A te lahko nekaj vprašam, Ja. ker si tudi naš član, pa tudi že potem malce izveš o podjetjih in tako naprej. A dejansko, naprimer, ti razmišljaš tako in tudi to počneš, da na zalogo najdeš in delavce in stroj, Ja. ker rečeš, mi bomo tekli naprej, ampak ko seveda. bomo dobili, kako Ja. to izgleda. Ja, jaz sem počasi rastel, dokler nisem začel pol leta oziroma 1 leto naprej planirati. Ne. Se pravi, jaz, ki imam proizvodno podjetje, se pravi, če si ti dobil novega klienta, pa nisi imel, se pravi, ne infrastrukture, se pravi, prostorov, pa strojev, pa zaposlenih, ti nisi bil sposoben ta posel speljati. Ne. Tako da jaz sem potem začel gledati, a imamo dosti poslovnih prostorov? Imamo, a imamo dovolj mašin, če dobimo zdaj velik posel? Ne, nimamo. Jaz sem začel vnaprej kupovati mašine, jih imam tudi v skladišču. Se pravi, jaz sem ready za velike, če pridejo novi, a ne. Potem pa tudi, a imamo dovolj zaposlenih, a ne. In tudi recimo podjetja, da narastejo hitro, je največji problem to, da ne zaposlujejo strateško, a ne. Mi zaposlujemo skozi. Smo kar oglašujemo zaposlitve. Smo agresivni tukaj. Zato, ker določeni ljudje grejo, določeni morajo iti, ti pa moraš skozi iskati kvalitetne ljudi. In te kvalitetne ljudi treba ustrezno plačati in jih zadržati. In tako se lahko uspešno podjetje zgradi, a ne. Tako da ja, jaz gledam naprej in delam vse na zalogo. Imamo skozi oglase, kakor sem rekel, in če je dober zaposlen, se pravi, vidiš potencial, ga raj imaš, pa tudi če imajo potem vsi malo manj dela, a ne, ker dostikrat smo bili tako, da treba res vse izrabiti, a ne, do konca. Recimo, koliko denarja izgubiš, če ne sprejmeš določenega posla oziroma ga nisi sposoben speljati, kakor če imaš malo preveč ljudi, a ne, pa je malo manjša produktivnost, ampak je tudi neobremenjenost pol zaposlenih. Tako da jaz grem na to strategijo, da gledam 1 leto naprej, vnaprej nabavljam, se pravi, infrastruktura, stroji pa zaposlene, pač čim več, čim hitreje, tako je moja strategija. Pa res ta dobro se obdržati, probati. Videti, da si športnik. Ne? Ja. Imaš, 1 leto in tam bomo, ne, čez 1 leto. Ja, moraš imeti pač to, če nimaš ene jasne vizije, pa konkretnih ciljev, ne veš, kam boš šel. In če si tako zastaviš in rečeš, ne, kaj gremo, vsak mesec posebej gledaš, ne, KPI-je, gledaš številke, pol vidiš, da si na pravi poti. Če vidiš, da si nekje vzad, zakaj sem vzad, moraš analizirati, ne. Kje rečeš, to pa to ne smemo več, to nadaljujemo, to bomo pa začeli, a ne. In potem boš tukaj sprejeti prave odločitve in da prave ljudi, da to delo opravijo in akcija. To se mi zdi izjemno zanimivo, ne, da tudi zaposluješ na zalogo. Se ne pomeni, da imamo tam neki Razumem, ljudi, ki čisto nič ne razumem. dela, ampak konstantno iščemo. Skladišče spravljamo. Ja, ja. Ampak konstantno, jaz, Saj to, ne. če sem se kaj, če pametna odločitev je to, da konstantno, pa tudi recimo manjša podjetja, ti moraš redno upravljati razgovore s potencialnimi novimi zaposlenimi, tudi če nimaš niti prave sposobnosti, da bi res ta najboljši, ampak vseeno, mogoče pa en prišel in boš videl, ta bi pa lahko bil pomemben del v mojem podjetju in ga zaposliš. In moš hitro najti pol en tudi ustrezen del, tudi takrat tebe to malo naprej, a ne, porine pa vleče. Tako da ja, treba zaposlovati, no. Ljudje, tudi ni važno, koliko je veliko podjetje, moraš gledati, kaj je tvoj naslednji korak v smeri rasti, to so pa zaposleni, a ne, pa pač infrastruktura odzadaj. Pri nas. Ja. Ja, mi smo itak v poziciji, da prodajamo IP, intelektualna lastnina. Ja, mi nimamo nekih obratov, strojev pa tako naprej. In pri nas je vse v glavah ljudi. Oziroma, pač v glavah ljudi, ki je treba pol to prenesti na ki se manifestira skozi neko programsko opremo pa tako naprej, ne. In ja, za nas je kapital, mi imamo edino, kar imamo, je človeški kapital. Kar je pa zdaj tle izziv, je pa ta, zaradi tega, ker se treba vedno vprašati, kako sistemsko okolje to podpira. Če grem jaz zdaj po nek dolžniški kapital, rečem, jaz bom pa zdaj, ne vem, odprl pekarno, pa bom tam stroj za peko piškotov postavil, pa še zunaj bom prodajalnico naredil, ja, ni nobenega problema, jaz hitro pridem. Če pa rečem, da bom pa zdaj jaz najel 10 ljudi, ki bojo 1 leto programirali, zaradi tega, da imel na koncu produkt, ne vem, če je to tako v Sloveniji tako enostavno pride do takšnega dolžniškega kapitala. To je za nas kar izziv. Ja, seveda, saj mi delamo tudi in se strinjam s tem, ko ti enkrat prideš v to planiranje, saj to je za mene tista glavni menik, ki se zgodi med obrtniškim pa podjetniškim razmišljanjem. Obrtnik ne razmišlja tako zelo
mislim, podjetnik mora pa si že narediti mislim, preobrtništvo je bolj pač iz rok v usta, kar je vse v redu, super, funkcionira, ampak pri podjetništvu pa moraš si že narediti plane in moraš pač v našem primeru moramo vnaprej poskrbeti za to, katero kvalificirano delovno silo bomo, oziroma katere nove sodelavce bomo sprejeli, notri, da nam bojo pomagali doseči določene cilje. Ne. Ampak bi pa samo še eno repliko naredil, kar si rekel prej, da dober direktor je tisti, ki se mora upati iti med ljudi, ne, pa jih nagovoriti. Za mene je tako odgovorna oseba, ne, direktor ali direktorica, se itak ukvarja samo z dvemi, to smo se včeraj pogovarjali, z dvemi stvarmi. Eno je upravljanje tveganj, drugo je delo z ljudmi. Vsak dan se moraš ukvarjati s tem, kaj se ti lahko zgodi, kako boš ta tveganja, kakšne ukrepe boš imel implementirane za tveganja, a boš dobil posel, pa si noter investiral v stroje, a sem jaz zaposlil 5 novih programerjev. V katero smer gre podjetje. Ne? Ja, ampak ti se s tveganji ukvarjaš, ti se vsakeč vprašaš, če ni to, kaj se pol zgodi, ali pa če je to, kaj se potem zgodi. Ta druga stvar, ki je pa ključna, je pa delo z ljudmi. Konstantno. In to delo vključuje ne samo koordinacijo upravljanja ljudi, ampak tudi ustrezno motivacijo, vzpostavljanje ustreznega vzdušja, zagotavljanje ustreznih sredstev, pa ne samo materialnih, zaradi tega, da lahko nekdo posameznik lahko noter od sebe da tisto, kar je za njega pričakovano. Ne? Se pravi, produktivnost zagotavljaš. Ker bom ob koncu, ko bomo končali, rekel, da smo vendarle v tem podcastu slišali in da to tudi lahko zagotovim, da na SBC-ju so pač člani, direktorji, lastniki, tisti, ki verjamejo, da je delo vrednota in da zato tudi delajo s svojimi ljudmi. Mogoče eno vprašanje še zate, ne, da država vzpostavi sistem, to, kar se je tudi sam rekel, da bo delo lahko vrednota, imamo pa kar veliko stvari za popraviti, ne, ali pa se vsaj pogovoriti. Kje misliš, da moramo začeti? Recimo imamo zdaj neko novo vlado, ki bo prišla, to debato moramo upraviti, ker vendarle smo zdaj v Evropski uniji ali pa v svetu, ki je izjemno hitro se vse spreminja, konkurenčnost, pa še nekaj bi dodal, pri nas se zdaj rodi 16,000 otrok na leto. Ne? Kaj to pomeni? Kakšne generacije prihajajo? Kje vse boste, ne vem, morda mi ne naslednja generacija iskala delavce, ne, to bo veliko vprašanje. Ne? Sam si omenil, kakšen deficit bo, mi pa imamo najmanjše generacije. Skratka, da bo delo lahko vrednota, se mora kaj spremeniti. Če govoriš o javnem sektorju, mislim, da je glavni problem v tem, kar je vedno poudarjala Angela Merkel. Odgovornost davkoplačevalcev. Denar, ki ga dobijo zaposleni v javnem sektorju, ni njihov. To je denar davkoplačevalcev. In odgovornost do tega je. In kar je pri nas v javnem sektorju, je to, da ti nimaš. Pa zelo malo ljudi se vpraša, ali sem jaz koristen. Ali je posamezni projekt, ki ga javni sektor dela, koristen. Javni sektor, proračun se dela na ta način, da vsak segment ima pripravi proračun za naslednje leto, ga da naprej in minister za finance to zloži in pogleda, koliko bo imel primanjkljaje. Zelo malo je pa tega, da bi recimo mi pa tega obrazca res ne rabimo pošiljati ljudem. In da bi zaradi tega se 10 zaposlenih umaknili iz javnega sektora. Mislim, da se mora tu začeti. Lahko pod vprašanje, bom kar tako pri teh 18,000 mi ne gre iz glave, bo točno ne tudi, ki manjkajo, naprimer negovalke, ne, delo je vrednota. Ja, če si negovalec v domu za starejše, ne, je to, da si ti tam izjemno pomembno, plača je pa takšna, da te zagotovo ne motivira. Ne. Tudi delo z ljudmi do neke mere da, težava in teža tega dela pa ne. Ali je čas tudi za to, da v resnici v javnem sektorju začnemo drugače delati, tudi gledati na plačna razmerja, da pri kakšnih stvarih izobrazba ni tista, ampak je težava dela, odgovornost, kot si ti sam velikokrat rekel, tista, ki te nagradi na tem zadnjem. V javnem sektorju vsekakor, ampak mislim, da je tam sistem malo drugačen. Ne? Se pravi, velik del operacij v javnem sektorju je tak, da ne zahteva ravno visoke stopnje izobrazbe, sploh kar se tiče administracije. Ko si rekel pa o negovalkah in te zadeve, recimo, če gledaš ti Nemčijo ali pa Avstrijo ali pa še posebej Švico, ne? Tam negovalci niso Švicari, ne? Tam so drugi. In to zaradi tega, ker tu je tudi analiza, recimo, ko ljudje grejo po dohodkovnih razredih navzgor, se vedno od spodaj vzpostavlja najnižji razred in to niso iste zaposlitve in isti ljudje. Ne? In zaradi tega se potem pojavlja pritisk, da pač to delo negovalcev oziroma lahka dela, bom rekel,
upravljali ljudje, ki so zadovoljni s tako plačo. In to običajno so v Evropi, ne vem, koliko časa bo se to ohranjalo, so tujci. Ne. Če mi gledamo recimo projekcije prebivalstva za naslednjih 30 let, nekje prebivalstvo sveta se naj bi ustavilo nekje pri 11 milijardah, ne. Zdaj smo, mislim, da na 7, ne. 2/3 rasti te bojo Indijci. Ne. Indijci so še zadovoljni, ker raste, mi stagniramo. Ne. In ki boš dobil delovno silo, čez 20-30 let ta dela bodo opravljali Indijci, ker enostavno drugih ne bo. Ne. Zdaj, govoriti o tem, da bi mi povečali nataliteto, ja, ampak ta del natalitete potem bo pač opravljal lahka dela. Ne. Ne vem, če je to cilj Evrope in sveta. Ne. Se pa bo svet in Evropa vsekakor v določenem trenutku morala vprašati, kje so pa te meje selitve in migracij. Ne. In kakšno vlogo bomo dali tem ljudem, kako jih bomo mi, ali bo, ne vem, nekdo, ki pride iz Indije, bo to Slovenec ali bo tujec. Ne. To se pa zdaj pojavlja, ne. To vprašanje migracij se pa zdaj pojavlja. Se pravi, mi moramo na nek način sprejeti, da smo svet kot enoten in da ljudje, ki bodo prišli in bodo živeli v Sloveniji, ne vem, recimo, če Peter Bosman, ne, njega, mislim, da noben ni imel v glavi, da je tujec. Ne. On je bil Pirančan, ne, pa ni doma. Ne. In enak način integracije teh ljudi v Sloveniji bo zelo pomembno postala. Ne. Še za vaju zaključna beseda, delo vrednota. Kaj moramo storiti, da delo ostane vrednota? Ker se mi zdi, da vseeno v resnici lahko rečemo, da delo še je vrednota v Sloveniji. Mislim, jaz bom iz podjetniškega zornega kota rekel, pač dobra podjetja, omogočati podjetjem dobre pogoje tukaj v Sloveniji, ne, trenutno niso lih najboljši, da stimulirati to podjetništvo, gospodarstvo, da se bo lahko razvila kvalitetna podjetja, ne, in potem pa znotraj teh podjetij ustvariti tako okolje, tako kulturo, da bodo ljudje radi prišli na delovno mesto, da bodo imeli možnost, da rastejo, ne, s podjetjem in osebno, pa da bojo za to dobro plačani. Aljoša? Jaz se vsem tem strinjam, ne, da je treba vzpostaviti sistemsko okolje, ki to stimulira, ampak bom pa drugače zaključil. Ko si povabil na podcast, pa si rekel, da bomo se pogovarjali o tem, a je delo vrednota. Sem se dolgo časa ukvarjal s tem, mislim, kako jaz komuniciram delo navzven kot vrednoto ali ne. In mislim, da lahko gledamo to tudi drugače, oziroma vsaj jaz to drugače gledam. Ne? Mi med vrednotami nimamo dela noter. Zakaj? Zato, ker vrednote, kot jih imaš, natančnost, vztrajnost, doseganje ciljev, samostojnost in tako naprej, to so vse vrednote, ki jaz mislim, da jih moramo vzpostavljati. Delo je pa potem rezultat tega. Ne? Zato se jaz težko pogovarjam o tem, a je delo vrednota. Delo je posledica vrednot, ki jih moramo živeti, ker se ne da biti vztrajan, ne da se dosegati poslovnih odličnih rezultatov, ne da se višati dodane vrednosti, če ni dela. Ne? In zdaj, o čem se mi pogovarjamo? Mislim, da se moramo o tem pogovarjati. Delo pa pride za tem. Odlično. Zato sem vas povabil, da imate že poglede. Drugače sem slišal en zelo dober rek, če se dva ves čas strinjate, je en odveč. Ne? Tako da se mi zdi fajn, da ste trije različni, s tremi različnimi pogledi. Hvala lepa vsem trem, dobro delajte, ne? In pri tem se mi zdi to najbolj važno, uživajte, ker tako pridejo najboljši rezultati. Hvala lepa. Hvala za povabilo. Vam pa hvala lepa, ker ste bili z nami in ja, ker je zdaj, kot sem rekel, pred nami tudi praznik dela. Čestitke vsem, ki v svojem delu uživate in kot je rekel tudi Aljoša, da pridemo do tja, do dela, ne, se mi zdi, da lahko sami pri sebi največ naredimo, pa smo potem na koncu zadovoljni. Hvala, do naslednjič. SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov.